Hvala Jezus in Marija, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, prav lepo pozdravljeni v še eni domači oddaji Pot poti. Tokrat sem v župniji Bohinjska Bistrica na Gorenjskem in toplo pozdravljam tukajšnjega župnika Janeza, Bog živi v naši domači oddaji Pot poti. Dober dan. Tudi jaz vse pozdravljam, vse gledalce. Ker so z nami tudi gledalci Gorenjske televizije, pa tudi po celotni Sloveniji, kje pravzaprav Bohinjska Bistrica je, to je blizu Bleda, kaj več, pa večina gledalcev verjetno tudi ne ve. Ja, pravzaprav je to Bohinj, sredi Bohinja oziroma spodnja Bohinjska dolina zauzema naša župnija, se pravi od Soteske, če greste proti noter v Bohinj, pa vse skoraj do jezera, namreč jezero pa zgornja dolina je pa potem župnija srednja vas. Prav je tudi, da se nam naši gledalci na kratko predstavite, kako vas je pravzaprav Bog poklical v ta lep duhovni poklic, ki pa je tudi težak in bi gledalci tudi apeliral, da tudi za duhovnike molijo, kajti molitev je tista, ki nas povezuje in tako smo tudi gledalci oddaje Pot poti preko molitve povezani po celotni Sloveniji, pa tudi preko krščanskega strežnika EGC tudi v zamejstvu. Ja, moja pot se je začela že dokaj zgodaj, bi lahko rekel, v tej smeri. Najprej z ministriranjem pri maši, potem sem se navdušil nad gospodom župnikom, ki nas je imel pri verouku, pa tudi nad njegovim darom, ker je rad igral orgle, tako da sem se začel tudi sam učiti harmonija. On me je naučil prvih korakov, na to pri sosednjem organistu, pri naši sosedi še malo bolj klavirja, tako da sem počasi prišel tudi do kora, ampak tisto, kar je bilo pa v meni že nekako od, bi rekel, 3. 4. leta, oziroma ne leta, razreda, je bil pa ta klic, da bi pa mogoče šel po poti duhovništva. Tako da, ko sem prišel, pri nas je namreč samo 4-letna šola, na sosednjo šolo, v glavno šolo na Bled, ker Bohinjska Bela, odkudar jaz prihajam, spada pod Bled. In sem že dobil takoj vzdevek župnik, ker so se ostali otroci nekako norčevali iz mene, ampak nekako se mi zdi, da je to tudi tisto, kar človeka na nek način utrdi v poklicu, če ga mogoče malo spodbodejo. No, drugače pa sem šel na to v srednjo šolo, sicer v gimnazijo na Jesenice, tudi že nekako s tem ciljem, kaj bom pravzaprav postal, kaj želim postati, da želim stopiti v duhovniško službo, tako da na koncu pri maturi se nisem niti tako, kako bi rekel, sekiral ali pa mi je bilo bolj ali manj vse eno, koliko točk dobim, ker sem vedel, da na fakulteto, teološko fakulteto ni toliko opisa in da bom gotovo sprejet. No in potem je bila nekako kar taka odločitev na koncu fakultete, na koncu srednje šole, da sem šel pa na fakulteto za teologijo in tudi na teološko fakulteto. Kakšen je pa utrip župnije? Tja, utrip je kar dober, saj nekako se prebijamo skozi tele čase na različne načine sicer, namreč imamo marsikatero stvar tudi v župniji, kar nekaj nedeljnikov, čeprav ne tako veliko, ampak se mi zdi, da kar nekako v tistem slovenskem povprečju malo čez 10%, kar je sicer niti ni tako dobro, ampak da pa župnija živi, je pa mislim, da ravno dovolj. Imamo pa različne dejavnosti, tako da se marsikdo lahko tudi v tem življenju župnije najde, kot so različne skupine. Ja, sedaj smo v cerkvi. Naša cerkev je kar precej velika. Postavljena je bila leta 1886, so jo blagoslovili
čeprav so jo 10 let prej začeli postavljati. Namreč župnija ima svoj začetek v jožefinskih reformah 1788 in prejšnja cerkev, ki je bila nekako malo bolj severno od tele, je bila nevarna, zato so se odločili, da bojo postavili novo cerkev in tako so postavili tole cerkev, ki ima zelo veličastno notranjščino, visoko kupulo in pa, kot lahko vidite, je posvečena svetemu Miklavžu. Sam prezbiter je pa Matija Koželj, znan slikar, upodobil Marijino kronanje, cerkvene očete, evangeliste, dva prizora iz Miklavževega življenja, kako rešuje mornarje na morju in kako daje kruha potrebnim. Tako da nam tudi te upodobitve pomagajo pri bogoslužju, da se še bolj v tisto, kar je duhovnega, poglabljamo. Sama oprema, se pravi lestenci, svečniki in nekatere stvari, tudi zlati plašči, ki jih imamo, pa so dar grofa Giacomo Ceconija, ki je bil tukaj na začetku prejšnjega stoletja, ko se je gradila železnica, bil graditelj pravzaprav tega predora iz tele naše bohinjske strani, tega bohinjskega predora. Tako da se lahko tudi njemu za marsikatero stvar zahvalimo. No, tukaj imamo tudi spomenik Janezu Krstniku Mesarju, ki je tukaj predvsem zaslužen za to, da je nekako začel z sirarstvom v Bohinju. Zato so mu tudi, ko so postavili cerkev, postavili to obeležje. In zanimive so te besede, ko pravi: z besedami kazal nebesa si pot, to cerkev si zgradil, da k Bogu nas vabi, delil nam 100 telesnih dobrot, nikdar te hvaležni Bohinjec ne zabi. In dogodek, ki je zaznamoval tudi gradnjo naše cerkve, pa je prav na začetku, oziroma preden je bila skoraj dovršena, tudi nesreča, ki se je zgodila, namreč stebri, ki podpirajo zvonik, so popustili, tako da se je zvonik, ko je bil napol narejen, zrušil v cerkev in pod sabo pokopal 11 ljudi. 5 jih je umrlo, tudi s takratnim kaplanom Janezom Iralo. Zato pa je, če bi pogledali cerkev od zunaj, če jo pogledate od zunaj, boste videli, da je nekako zvonik nesorazmeren, je kakor malo bolj potlačen navzdol, ni tako visok, kot bi predvsem na vse ostale proporce moral biti, se pravi, moral bi biti nekako še za eno stopno višji. Ja, sedaj smo v Marijini cerkvi, tukaj na podružnici, na Bidnah, to je rožnovenska Mati Božja, tudi na sliki zabeležena, izvira iz 15. stoletja, 1415 oziroma 1420, nekako datirajo nastanek te cerkve, ravno po kipu, ki ga imamo zgoraj v Atiki, tega oltarja. Se mi zdi, da je najbolj čudovit oltar v tem koncu in največji med tovrstnimi oltarji tukaj na Gorenjskem, ki pa sicer še čaka svoje obnove, ravno zaradi velikosti je pa to kar velik zalogaj, zato še čaka svojo priložnost. Drugače je pa to romarska cerkev, ki jo in imamo tudi svete maše ob Marijinih praznikih, pa na svetega Marka. Ja, glavna shoda sta seveda na največji Marijin praznik, Marijino vnebovzetje, pa potem na rožnovensko Mati Božjo se zberemo tukaj, imamo prav tukaj sveto mašo. Vsak šmaran, veliki šmaran, imamo pa tudi v tej cerkvi popolne oziroma zvečer koncerte
ali domač pevski zbor ali kakšni solisti, tako da je tudi ta praznik zelo zaznamovan. Ja, sedaj smo v cerkvi svetega Ahaca na nemškem Rovtu, ravno tako tam 15. stoletje so jo naredili. Ima pa dve znamenitosti. Eden je ta relief, ki ga sicer sedaj ni v oltarju, ampak je samo slika. To je srečanje Joachima in Ane po eni razlagi pri Zlatih vratih, ali pa sveta Ema Krška, kar je druga razlaga, zaradi česar je. Največja dve znamenitosti sta v cerkvi. Ena je ta relief, ki ga sedaj sicer ni v cerkvi, ker se dela kopija. Je pa to predstavitev Joachim in Ana pri Zlatih vratih po eni razlagi, po drugi razlagi pa Ema Krška, zato smo tudi ta cerkev in pa naša župnijska cerkev je na Emini poti, ravno zaradi tega reliefa. Drugi pa je grb brisenškega škofa in kardinala Krištofa 1563. leta, ki je ravno tak kot pri svetem Janezu ob Jezeru. No, sedaj smo pa še naši tretji podružnični cerkvi, ki je pa posvečena Mariji Magdaleni, tu v kraju Brod. Mislim, da je vse tako kot večina cerkva 15. stoletje nastala. Ima sicer tudi gori na oboku letnico 1534, vendar to je letnica, ko je bila narejena freska na južni strani tega pročelja, ki jo je narisal Jernej iz Loke. Drugače pa se mi zdi, da je tole ena izmed naših podružnic, ki je v zadnjem času najbolj živa, ravno zaradi tega, ker tukaj pokriva tele kraje Brod, Pole in pa Kamne, kjer je veliko mladih družin in tudi veliko otrok, tako da kadar so tukaj šmarnice, pa tudi druge pobožnosti, tudi žegen za veliko nočjo se napolni z ogromno otroki, tako da imajo šmarnice posebej. Pa tako je tudi v naši župniji, ravno zaradi tega, v letošnjem letu zaživel tudi otroški zbor, ker je dovolj otrok. Je pa še ena stvar tukaj, namreč, če Bog da, bomo tudi v kratkem imeli novomašnika, to je pa brat Jan, ki je pri frančiškanih. Tako da. Zelo lepo. Jaz bi še morda izkoristil tole priložnost za planince, pa tisti, ki obiščejo Bohinj, ki je pravzaprav, kako priti do tega kraja, kjer smo danes mi dva. Tukaj na Brodu je pa dokaj enostavno, če se gre od Bistrice proti jezeru, je na to odcep za Brod in je tudi označeno in zapisano. Je pa to kraj, ki leži, če greste proti jezeru na desno stran, pod hribom Grudnica, ki je pa tudi dobra točka, iz katere je razgled na spodnjo in zgornjo Bohinjsko dolino. Poklonim za pogovor, gospod župnik.
služba angelska se vično veseli, si mene tja želi, se vično veseli, si mene tja želi. Ne bi si se doma, tam Isus kruno da, tam je moj pravi dom, kjer vično srečen bom. Tam je moj pravi dom, kjer vično srečen bom. Katere so pa te skupine, kdo vam tudi pomaga pri pastoralnem delu? Ja, v župnijskem pastoralnem svetu smo kar dokaj aktivni, saj se dobivamo vsak mesec, pripravljamo različne stvari. Tudi župnijska Karitas je zelo pomembna, še posebej v zadnjem času, ko je toliko teh gospodarskih in teh problemov, pride veliko dela tudi za Karitas. So pa sodelavke Karitas zelo aktivne, tudi z tisto akcijo, ki jo imamo, da na primer v trgovini imamo posebej voziček, s katerim nabiramo tudi prostovoljne prispevke, oziroma noter dajo vse tisto, kar mislijo, da bi kdo potreboval, in se je zanimivo v letošnjem letu nabralo več kot lansko leto. Se pravi, da se tudi v tem, ko je stiska večja, tudi sočutje do bližnjega povečuje. To je zelo lepo. Je pa verjetno tudi pomembno, da ne pozabimo tudi na duhovno hrano. Seveda, to pa je tudi zelo pomembno, ne? K temu sta še posebej namenjena pa dve skupini, namreč imamo biblično skupino in pa liturgično skupino, v kateri se v eni poglabljamo v liturgijo, v drugi v svetopismo, odkoder naj bi črpali tudi moč. Pa molitvena skupina, tudi sicer nima toliko članov, je pa zelo stalna in tista molitvena podpora, ki jo pravzaprav vsaka župnija potrebuje. No in v tej smeri grejo tudi naši četrtki, namreč vsak četrtek imamo pol ure po sveti maši, tako izmenjaje en teden v tišini, pol ure češčenja, drugi teden pa potem molitveno uro, tako da nekako pridejo na vrsto vsi tisti, ki lažje molijo tako v tišini, pa tisti, ki imajo rajši te ustne molitve. Kako pa vidite družino v teh težkih časih? Kaj pomeni beseda molitev in oziroma kakšne molitve poznamo? Ja, molitev je že tista, ki spremlja nekako človeka od samega začetka, vsaj v krščanskih družinah. Vidim, da marsikatera družina se tudi zbere k molitvi, tudi pred jedjo molijo, tudi zvečer se zberejo k molitvi. In se mi zdi, da tiste družine, v njih lahko odkrijem tudi kar neko trdnost ravno preko te molitve. In tudi, ko so kakšni prazniki, obredi, nedelje, tiste družine, za katere vem, da molijo, so tudi bolj prisotne pri vsem dogajanju župnije. V bistvu bolj pomagajo pri delu v družini, mislim v župniji. Tudi bolj pomagajo v župniji, bolj se tudi sami vključujejo, pa mislim, da jim gre tudi lažje v medosebnih odnosih, ker na vse zadnje v današnjem času, ko je tako hiter tempo življenja, je to kar problem, kako vse uskladiti. Ali pa tiste družine, ki imajo več otrok, zdaj v šolskih otrok, pri vseh teh dejavnostih, včasih bi starše skoraj zamenjal za taksiste, če lahko tako rečem, ko pripeljejo otroke ali k verouku na športne dejavnosti, v glasbeno šolo in vem, da jim je kar težko uskladiti vse te dejavnosti. Je pa verjetno lažje
na deželi kot v mestih. Je pa verjetno molitev, sveta maša, tisti vrhunec, ki pravzaprav družino poveže v eno župnijsko občestvo. Ja, sveta maša, še posebej nedeljska sveta maša je tista, ki res poveže ne samo družino, ampak tudi celotno župnijo v eno skupnost. Ne. In zdaj, če smo res tudi pri maši povezani, potem se tudi tako povezujemo med seboj, čeprav se mi zdi, da je še veliko možnosti za to povezovanje z različnimi dejavnostmi in takimi srečevanji, ne samo pri maši, ali pa tudi po sveti maši. Smo že tudi poskušali, da bi se mogoče včasih tudi pa po sveti maši kaj ustavili, da rečemo kakšno besedo, da bi se tudi na ta način povezali med seboj, ker se mi zdi, da ravno tukaj v Bistrici se pa včasih tudi to nekakšen umanjko, ravno to povezovanje med seboj, ker mogoče je to tudi nekako utemeljeno v tej zgodovini kraja, kjer smo nekako zbrani kar iz različnih krajev zaradi železnice, zaradi turizma, zaradi vseh teh dejavnikov in potem je to kar težko. Ne? In turizem, ki je v samem kraju, v dolini, tudi nekako zaznamuje samo dogajanje. To pa vemo, da je včasih potem kar nekako nasprotno tej nedelji, ne? Ker v bistvu gostom je treba biti na voljo takrat, ko so, ne? Je potem nekako obraten urnik. Pa pri družinah se mi zdi tudi to, ne? Je težko jim usklajevati vse dejavnosti, če so na primer otroci pri kakšnih športnih dejavnostih, ko so vendar v sobotah, nedeljah tekme in je potem kar težko. Vse skupaj skladiti. Vse skladiti tudi za sveto mašo ali pa. Čeprav imam pa kar zanimivo izkušnjo, tudi iz teh prejšnjih župnij, ker sem deloval, da vseeno, če je družina trdna, potem verna, da živi iz tega odnosa za Kristusom, potem tudi z sveto mašo ni problema. Ne? Če na primer ne uspejo priti zaradi tekem soboto, nedeljo, imajo že kar nekateri otroci ta prirojen čut, da enkrat na teden se je pa tudi za to treba vzeti čas. Tako je tudi prav. Kako pa vidite vašo mladino? Mladino vidim bolj malo, če lahko tako rečem. Ne, imamo, kar jih je pri verouku, pa kasneje se nekateri pridružijo med počitnicami, ko imamo oratorij, po velikem šmarnu, v tistem tednu imamo običajno oratorij in takrat se nas zbere tukaj 80-100, se pravi z animatorji in z otroci. In tukaj je res tista točka, v katerem nekako zaživi tudi ta odnos. Čeprav je pa zaznamovan kraj za tem, da se šolajo v drugih krajih, da vsakič hodijo, na primer, v srednjo šolo ali v Kranj, ali na Jesenice, ali v Radovljico in potem jih kar nekako ni toliko blizu k cerkvi. To je tudi razumljivo. Pri študentih pa še toliko bolj, ko večinoma vsi ostajajo v Ljubljani. Imate morda kakšno prijetno izkušnjo, ko se je človek obrnil k Bogu, začel živeti po Božjih zapovedih ali opažate tudi pri teh ljudih več jeze, negodovanja, razočaranja? Imate morda kakšno zgodbo za naše gledalce, verjetno bi se v vašem duhovnem poklicu tudi to našlo? Ja, kakšne posebne zgodbe, mislim, da niti ni take, da bi bila, bi rekel, tako podrobna. Je pa v našem delu vedno znova veselje videti kakšnega človeka, ki po dolgih letih iskanja se zopet obrne Gospodu, ne se nekako v starejši mislim, da v tem času še posebej iščejo tisto, kar je bilo prvotno.
tako ko se človek malo postara, potem mu pride bližje tisto dogajanje iz otroštva, vse to praznovanje, ki so ga doživeli, in mislim, da jih tudi to nekako pripelje še bolj v iskanje tega odnosa, tega praznovanja, tega dobrega, kar so ga v mladosti čutili. Ne. Se mi pa zdi, da nekako bolj odrezanje od tega dogajanja je pa tista naša srednja generacija, bi lahko rekli, ki niso imeli tako izkušnje že v svoji mladosti z božičnimi prazniki, z velikonočnimi prazniki. Sicer ta dva praznika že, ampak vse ostalo je pa kar nekako mogoče v nekaterih družinah bilo odvrnjeno. Je pa res, da ni to samo nekakšen naraven proces, ampak Bog kliče, kjer kliče, in marsikaterega sem že srečal tudi v svoji duhovniški poti, ko išče, ne glede na starost, tisto, kar je že Bog položil v nas. Se pravi, hrepenenje ga žene po iskanju, da bi našel to Božjo bližino. Kaj bi na koncu oddaje Pot poti položili na srce našim gledalcem? Morda izpostavili kakšen praznični, kakšno okroglost? Ja, praznovanje, mislim, da najbolj se nas dotakne praznovanje našega farnega zavetnika, ker je sveti Miklavž zavetnik naše fare, in mislim, da se dotakne tako mladih kot starih. In vsako leto pripravimo v cerkvi slovesno mašo, popoldne pa v nedeljo ali soboto pred ali po prazniku, oziroma tako, ker je najbolj primerno, pa tudi pripravimo obisk svetega Miklavža za naše najmlajše predšolske, pa tiste prve razrede v šoli, kjer jih obišče sveti Miklavž, in to pripravimo tudi v sodelovanju za našo občino v dvorani Ažmanovega doma. Tako da tudi tako sodelujemo med seboj. Lepo. Jaz se vam zahvaljujem, da ste spregovorili za naše gledalce oddaje Pot poti. V svojem imenu in v imenu naše televizije vam želim obilo Božjega blagoslova na vaši duhovni poti. Hvala tudi vam. Hvala lepa. Vas, spoštovane gledalke, pa lepo pozdravljam in vam želim vse dobro. Z Bogom do naslednjega snidenja v oddaji Pot poti. Thank you.
Thank